Afrika. Dežela preprostih, zadovoljnih ljudi, dežela neizmernih prostranstev in komajda okrnjene narave. Pa tudi nemirna dežela kaosa, revščine in izkoriščanja. Predvsem pa je Afrika dežela otrok, polna življenjske energije in optimizma. Žal se podoba Afrike prehitro spreminja z brezobzirnim vdorom imperialističnega potrošništva. Dežela preprosto ne more slediti toku vsiljenega razvoja in ni kos novim, velikokrat umetno vsiljenim potrebam, ki povzročajo vedno večji razkorak med tokom razvoja in mentaliteto prebivalstva. Mestna središča brez primerne infrastrukture se preprosto dušijo v prometnem kaosu in vsesplošnemu neredu. Želja imeti ni enakovredna želji proizvajati. Še manj je pomembno, kaj in kako proizvajati. Zato je samo po sebi umevno, da stoji pred vsako trgovino, banko ali celo boljšo hišo oboroženi stražar, kar pa nikogar prav nič ne moti. Za Afričana je namreč vse dobro. Z vsem, kar imajo, so zadovoljni. Če dobijo kaj boljšega, so tudi zadovoljni. Tudi vsi zakoni in predpisi so zanje dobri. Nihče se ne jezi. Kako se te zakone in predpise izvršuje, je spet poglavje zase. Načeloma da, potem pa, če uspe. Kje je prostor za mno? Živo, 4 bomo na motorju. Okay. How you feel now with Free Muzungu? Free Muzungu! Yeah. And one actually. One actually. Prave akrobatske vragolije uprizarjajo motoristi, ki opravljajo taksi storitve. Boda ali mototaksi je tudi edini prevoz, ki v času prometnih konic, in te so vsak dan nepretrgoma, funkcionira in omogoča kolikor toliko hitro prečkanje mestnih ulic. Brez motoristov bi afriška mesta ohromela. Na mopedih prevažajo vse mogoče, od kopice otrok, živali, pa do najrazličnejših tovorov. Evo, celo televizijo nosi, pa ki nosi laštev 2 metra, kako je. Povprečni Afričan se ne meni za podrobnosti. Rad bi sicer imel marsikaj, toda zakaj bi se pretirano trudil? Oče, na primer, ne bo posadil drevesa za sina, saj ve, da sam ne bo užival njegovih sadov. Lahko bi rekli, da so Afričani slabi gospodarji. Možje se velikokrat tudi po sili razmer odločajo za priložnostna dela. Od tega zaslužka pa družina nima prav veliko. Dnevni izkupiček velikokrat izpuhti po grlu steklenice, jutri pa bože kako. Glavno skrb za rejo in vzgojo družine nosijo ženske, ne samo žene, tudi dekleta in celo deklice. Nikoli se ne zgodi, da bi moški poskrbel za malega otroka, ga pestoval ali nahranil. Nemalokrat pa srečaš deklico, ki v naročju ali v ruti, povezani na drobcenem hrbtu, nosi svojo mlajšo sestrico ali bratca. Le kako zmore nositi tako breme, se nehote vprašaš. Res je. Velika in težka bremena prenašajo afriške žene, in to večinoma na glavah. Vsak dan je potrebno prinesti dovolj vode iz javnega vodnjaka, prav tako drva ali oglje za dnevno kuho in ostale potrebščine, večinoma nabavljene na živahnih tržnicah, ki z urejenostjo in higienskimi predpisi nimajo veliko skupnega. Seveda imajo tudi na tržnicah glavno besedo ženske, branjevke. Potrebno pa je tudi obdelovati njive v okolici doma in še kaj zaslužiti v bližnjemu kamnolomu. Ja, res je, tudi v kamnolomu opravljajo ženske pomembno delo. Ker daleč naokrog ni gramoza, si gradbinci pomagajo z granitom.
vendar so za betoniranje in pripravo malte nalomljeni kosi granita neuporabni. Zato jih je potrebno razbijati na drobne kosce. To delo seveda pripada ženskam. Prave mojstrice so pri vihtenju kladiva in spretnem obračanju kamenja. Res je čudno, da imajo vse prste cele. Že kak je lep, ne? To je prav pravi granit, ne? To je prav škoda za to delo. Ja, tega zamešajo v cement, ne? Kaj pa otroci? Otrok je nepojmljivo veliko. Malčki so navadno z mamami ali starejšimi sestrami. Prav ljubki so in potrpežljivi. Šolski otroci pa znajo v veliki meri poskrbeti že sami zase. Na svoj način seveda. Dejstvo je, da je možno izboljšati socialni položaj le z izobraževanjem in usposabljanjem domačega prebivalstva. Žal pa se učitelji premalo trudijo pri opravljanju svojega osnovnega poklica. Pomembnejše se jim zdi, da imajo zagotovljeno službo in lagodno preživetje. Otroci jih ne skrbijo preveč. Ko odrastejo, se bodo že znašli. Trgovino in organizirana dela prevzemajo poslovneži, večinoma iz Indije in Kitajske, domače prebivalstvo pa ostaja bolj ali manj v podrejenem položaju. Verjetno ni povsod tako. Govorimo o centralni ali ekvatorialni Afriki, natančneje Ugandi, okolici mesta Gulu, predelu, ki pripada plemenu Ačoli. Dežela je dolgih 25 let trpela vojno nasilje in kot taka povsem obubožala. Povrhu vsega je pred 20 leti tod morila ena najstrašnejših kužnih bolezni, ebola. Žrtve so bili tudi številni zdravniki in raziskovalci, ki so se borili s smrtonosnim virusom. Predvsem po njihovi zaslugi je bila bolezen kmalu izkoreninjena. Svoj zadnji počitek so našli v parku bolnišnice Svete Ane, kjer je bila bolezen odkrita in kasneje tudi zatrta. To pa še ne pomeni, da v Ugandi nalezljivih bolezni ni. Okuženost z zajcem je prav na Golujski gimnaziji več kot 50-odstotna, se pravi najvišja na svetu. Kljub temu postaja ta del sveta vedno bolj zanimiv. Neizkoriščenega naravnega bogastva je res veliko. Po koncu kolonializma se je razvojni ciklus ustavil. Ljudje so nemočni in neorganizirani, socialne službe pa prava neznanka. Zato ni čudno, da zadovoljstvom sprejemajo zunanjo pomoč, ne glede od kod prihaja. Tudi naša mala ekipa prostovoljcev je želela dodati kamenček v mozaik humanitarne pomoči. Uroš je že prekaljen laični misionar z več kot 3-letnimi izkušnjami. Do sedaj je deloval v francoskem delu Afrike. Zanj je bila to prva misija v angleško govorečem delu. Zadolžen je tudi za skrbništvo slovenskega projekta v Atedah. Sam nisem imel posebne zadolžitve, bil pa sem pripravljen poprijeti za vsakršno delo. In tega je bilo veliko. Od urejanja zelenjavnega vrta, kar je v Afriki prava redkost, do zidarskih, ključavničarskih in instalacijskih del. In ja, tudi za štedilnik je bilo treba stopiti in pokazati nekaj spretnosti. Samo afriška hrana, fižol in polenta nam je namreč že po nekaj dneh pošteno presedala. Atede so manjši kraj, 15 km oddaljen od mesta Gulu. Tam se gradi novo misijonsko središče. Izgradnja je zaupana slovenskemu misionarju, salezijancu Danilu Lisjaku, doma iz vasi Saksit v Vipavski dolini. Danilo je izurjen gradbinec, saj je to že njegov 4. večji projekt v misijonskem poslanstvu na afriških tleh.
Slovenski del projekta obsega izgradnjo internata za dekleta, ki se želijo usposobiti za različne poklice. Sestavni del misijonskega središča je še stara, nikoli dokončana cerkev in osnovna šola. Kasneje se bo gradila tudi gimnazija, ki bo delovala v povezavi z bližnjo poklicno šolo. Ob našem prihodu je bilo gradbišče bolj klavrno. Z delom skupine domačih zidarjev Danilo ni bil najbolj zadovoljen, zato jih je odslovil. Obdržal je le skupinico študentov, ki so utrjevali temelje okrog nastajajoče zgradbe. Kasneje naj bi za delo na gradbišču skrbel Uroš, le še pravo skupino bo treba najti. Tudi gradbeni material in ročno izdelani zidaki domačih opekarnarjev so sila oporečni, vendar boljših pač ni. V Goluju je sicer veliko trgovin z gradbenim materialom, izbira je pa komajda zadovoljiva. Zahtevnejše stvari Danilo nabavlja večinoma v Kampali, 350 km oddaljenem glavnem mestu Ugande. Potovanje v Kampalo pomeni preživeti najmanj 3 mučne dni na slabih cestah sredi popolnega prometnega kaosa in nepopisne gneče. Tudi trgovine niso nič kaj podobne evropskim. Večinoma dejavnosti se odvija na ulicah, kjer se vsakdo znajde, kakor pač vse. Ja, trgovci so zelo zanimivi in domiselni. Povprečen Afričan večino prehrambenih artiklov nabavlja na številnih tržnicah, ki so praviloma neurejene, za evropske razmere celo zastrašujoče. Blago je sila oporečno. Četudi na tržnice prihaja prvovrstna biološko pridelana hrana, se tam obogati z izdatnimi količinami raznovrstnih bakterij. A ta hrana je razmeroma poceni in dostopna srednjemu sloju prebivalstva. In ljudje so zadovoljni, veseli in iznajdljivi. Za ljudstvo, ki je v 25-letni vojni trpelo pomanjkanje, je hrana dobrina številka 1. Četudi nekoliko slabša in hudo oporečna, a ljudje ne trpijo pomanjkanja. Njihovi organizmi so nanjo prilagojeni in jim prav nič ne manjka. Tisti šibkejši pač pomrejo. Zato se nihče ne pretirano vznemirja. Smrt jemljejo kot sestavni del življenja in svojega vsakdana. V Afriki se ničesar, prav ničesar ne zavrže. Stara, povsem neuporabna avtomobilska platišča je možno s pridom uporabiti za gorilnike na sladko oglje. Dotrajane gume pa so odlična surovina za izdelavo obutve. Tudi trgovine s tehničnim blagom so bolj podobne ropotarnicam kot trgovinam. Na tržnici lahko poceni nabaviš ponošene čevlje ali zakrpane kavbojke, rabljeno ročno uro ali prenosni telefon. Vsakdo lahko najde nekaj zase, če ni preveč izbirčen seveda. Poleg vsakodnevnih potrebščin lahko na ulici sprejmeš tudi novo vero mladega pridigarja. Sicer pa je Kampala velemesto s široko vsakovrstno ponudbo. Po njenih ulicah se dnevno giblje 5 milijonov ljudi. Samo mesto z okolico ima 4 milijone prebivalcev, milijon je še zaposlenih vozačev in ljudi, ki v mesto prihajajo po opravkih. Turizma zaenkrat še ni prav veliko, saj nimajo kaj prida urejenih turističnih kapacitet. Za tiste manj zahtevne popotnike pa je tu prava Meka. Uganda je tudi dokaj liberalna dežela in stvari se hitro spreminjajo. Stara mestna ureditev ne prenese več prometne obremenitve, zato se gradijo nove obvoznice in vpadnice,
ki pa ponavadi ostanejo nedokončane zaradi pomanjkanja denarja ali pa zato, ker se da tudi po enem pasu solidno voziti. Za jutri pa naj poskrbijo tisti, ki bodo cesto potrebovali. Kampala je hitro rastoče mesto na obrežju Viktorijinega jezera. Nad mestom je romarsko središče, posvečeno uganskim učencem. Na tem mestu je takratni ugandski kralj Mwange ukazal umoriti 16 mladeničev, ki so sprejeli krščansko vero. Zažgani so bili na grmadi. Romarsko središče sprejme 1 milijon ljudi. Osrednjo cerkveno stavbo so zaupali italijanskim mojstrom arhitekturnega oblikovanja. Zgrajena je iz sodobnih materialov, šotoraste oblike, ki spominja na tipično afriško kolibo. V sklopu središča deluje več osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, kar daje kraju mladostno živahnost in vetrino. V Kampali deluje tudi salezijanski center Don Bosco, namenjen je brezdomnim otrokom in mladostnikom. Otrokom ulice, ki tu najdejo svoj dom, vzgojo in izobrazbo. Trenutno v domu biva okrog 250 stanovalcev. V glavnem se preživljajo s svojim delom na kmetijah ali v različnih delavnicah. Število stanovalcev se dnevno spreminja, saj policija pogosto pripelje mlade brezdomce, ki se skušajo z malimi tatvinami napolniti sestradani želodec. Veliko teh fantov okusi urejen dom prvikrat v življenju in večina se jih izuči katerega od poklicev in začne novo življenje. Nekaj podobnega naj bi nastalo tudi v misijonskem centru v Atedah, le da bo tam namenjen dekletom. V manjših krajih ni prav veliko organiziranega dogajanja. Dogodki, ki so, pa Afričanom pomenijo veliko, saj vemo, da so Afričani veseli ljudje, ki se znajo zabavati. Veselijo se mesečnih vaških sejmov, kjer lahko za majhen denar kupiš vse, kar preprost, nezahteven domačin potrebuje. Ponošeno velikokrat strgano oblačilo, palice sladkornega trsa za žvečanje, keramične posode in čisto uporabna oblačila. Trgovina se odvija v neznanski gneči in vsesplošnemu neredu. Poseben in zelo obiskan dogodek je tudi nedeljsko bogoslužje, ne glede na to, kateri veroizpovedi pripada. Največ je katoličanov in protestantov, vendar je dovolj svobode tudi za muslimane, hinduiste in druge. Nedeljska maša se prične že veliko pred prehodom duhovnika. Tu se prepeva, igra in pleše, da je veselje z duhovnikom ali brez njega.
Ob večjih praznikih po maši priredijo pogostitev, kjer gospodinje tekmujejo, katera bo skuhala boljši fižol ali polento, pa tudi druge okusne jedi iz kuhane zelenjave. Nadvse prisrčen dogodek je bila sveta maša pod drevesom v oddaljeni vasici, ki ne premore bolj primernega prostora. Preprosti domačini so se želeli srečati z duhovnikom. Skrbno so uredili okolico svojih domov in pripravili vse potrebno za mašno daritev v senci mogočnega mangovega drevesa. Zbrala se je cela vas, mlado in staro, ženske in moški. Celo mačke in kokoši so bile radovedne, kaj se dogaja. Prevzela me je spoštljiva zbranost vseh prisotnih ter sodelovanje s pesmijo in besedo. Po maši je sledil krst 20 otrok, zelo preprost in prisrčen obred. Vsi prisotni otroci so pred koncem dobili še bombon. Bombon je namreč za malega Afričana pravo razkošje. Velikokrat si gruča otrok podeli en sam bombon, ki gre od ust do ust, tokrat pa so dobili vsak svojega. Po končanem obredu je sledilo skupno vaško kosilo, posebej skrbno pripravljeno za praznični dan. Jedi so bile sicer skromne, za evropske razmere oporečne, tako vsebina kot tudi način uživanja. Toda ponujene so bile iz srca in z vidikom mero velikodušnosti. Skratka, lepo mi je bilo v njihovi družbi. Doživeli smo tudi noč termitov. To se zgodi samo enkrat v letu, ko termiti dobijo krila in množično zapuščajo termitnjake. Zbirajo se tam, kjer zaznajo svetlobo. Kljub zamreženim oknom jih je bila hiša polna. Za nas je bila to huda nadloga, domačini pa jih skrbno nabirajo in iz njih pripravijo kulinarični priboljšek. Če smo rekli, da je hrana vrednota, to še ne pomeni, da je tudi dobra. Za razvajene Evropejce vse prej kot sprejemljiva. Glavni viri prehranevanja so kuhan fižol, brez dodatkov soli, zabele ali svinjskih rebrc in polenta. Povprečen Afričan poje tudi veliko paradižnika, manioke in sezonskega tropskega sadja. Za kulinarične priboljške smo morali v glavnem poskrbeti sami. Naša kuhinja je bila praktična in dobro opremljena. Za surovine je poskrbel naš gostitelj Danilo, kuharska mojstra pa sva bila Uroš in jaz. Filip je bil odličen pomočnik, le pomivanje posode mu ni šlo od rok. Vse je potekalo v najlepšem redu. Vse dokler nam je lepega nedeljskega jutra zmanjkal plin. In to še preden je juha zavrela. Nič lažjega, bi rekli v Sloveniji. Zapeljemo se na bencinsko črpalko in zamenjamo jeklenko. Toda Greva, Ivo, greva, ni plina. sprašujemo se, kaj bo z našim kosilom. A v supermarketu Ičuni le najdemo rešitev. Gorilnik na petrolej kitajske izdelave. Prava revščina. Iskali smo kamp mini kuhalnik, ga nismo dobili, smo kupili kitajskega benzina. Zakaj boš rado? Se kuhati. Toda če zanemarimo neznosen smrad po petroleju, je stvar dobro delovala. Kljub temu je bilo za prekuho potrebno aktivirati tudi gorilnik na oglje, ali bolje rečeno ogleni prah, ker oglja nismo imeli. Ta se nahaja v kokošnjaku. Zunaj ni varen zaradi sosedov,
v stanovanju pa nemogoč zaradi dima. Medtem ko se je Filip trudil pripraviti žerjavico, sta mu na pomoč priskočili dve deklici. Pogovor z njima nam je razkril žalostno zgodbo njune usode, ki pa je le ena številnih zgodb osirotelih otrok. What school I visit here? For us, we do not go to school. Just You two don't go at school. yeah, we live with our auntie. Our mother died. The other here, which Your mother is died. yeah, So sorry. When is die your mother? he died on Christmas Day. Christmas Day. Oh, so Wow. sad. And when are you living? Where are you live here? Our auntie, Your house is where? yeah, Where is your house? is there. Is this way? Not this one. Uh-huh. The other one is here. Uh-huh. And you live with your brother and sister. Yeah, this is my sister. We are only two. You live only two at home. Yeah, we are. Without father. Where is your father? My father is also go. Is a drinker. He's a drinker. Yeah. You don't have any brother. Plus we don't have any. Any older sister? No. Only you two. Yeah. And the children of my auntie Uh-huh. live together. You with your aunt children live together. And we How also- many you are? We are four. Four. I'm not for six. 6. Yeah. She only pay her children, but us, she says she don't have any money to pay her. And why you speak so good English? Because we learn from the home, from our auntie's children. You learn at home Yeah. your English. It's good. But why your mother is dead? She was ill. She was ill, but something made her to death. Problem of money. Yeah, I know this is. Thinking about how she will suffer. And today who will prepare the food in your house there? You too? Me and this one. Just the children of our auntie wait for eating only. Sometimes my auntie did not give us lots of food. And what usually you eat for day? Beans? We eat beans. Only beans. Yeah, every day beans. But the children of our auntie, they sometimes eat fish, meat, rice. For us, we only eat beans and push-up every day. Sometimes she did not give us any, just stay alone. But your father don't live with you. Yeah, He live here in Gulu. yeah, and good, yeah. But she did not come and visit us. Just show us. He don't come to visit you. Yeah, He refused to come to visit you. Also to give some money to food. Nothing. nothing. Naša prvotno načrtovana naloga je bila izdelava kovinskih vrat in oken, ki bodo vgrajena v nastajajoči stanovanjski objekt in oskrba središča z električno energijo. Misijonsko središče se bo v glavnem oskrbovalo sončno elektrarno, ki jo je podarila Slovenska Karitas. Delovala bo v povezavi z agregati, ki bodo oskrbovali tudi mizarsko in ključavničarsko delavnico. Ker pa objekti niso še zgrajeni, ni mogoče montirati sončnih celic. Zato smo naš plan spremenili in po sili razmer postali zidarji in krovci. Težko rečem, da bi se lahko primerjali z izurjenimi gradbinci, toda združili smo moči in naposled nam je le uspelo spraviti nekaj objektov pod streho. Bili smo prisotni tudi pri opremljanju šole. Ja, tudi otroci morajo poprijeti za delo in prenašati težka bremena. Sredstva za dokončanje in opremo skromnih učilnic so bila zbrana na dobrodelnih prireditvah v Dornberku in Zaloščah.
Konec dober, vse dobro. Riko, hvala, te sliši, je zvočno. Ja, še. Dobro, hvala Ivo, hvala Joli in nas veliki Filip. V zelenjavnem vrtu, ki smo ga posejali in nocoj bomo jedli špinačo. In salato. Konec dober, vse dobro smo rekli, a ne? Misija uspela, delavci utrujeni, ampak lepo opravljeno delo je največje plačilo za tistega, ki dela. Finis coronat opus. Brez dela ni jela in brez napora se nič ne naredi. Dostojno je stokati, da je bila vojna, 23 let, zdaj jo že 5 let ni, bo treba pljuniti roke in obnoviti deželo. Imajo vse pogoje, tako za kmetijstvo, dvakrat boljšo zemljo, kot je v Sloveniji, vsaj dvakrat, veliko pogoje, tako podnebnih kot naravnih. Če pa ni dela, če se ne dela, potem bo pač mizerija se nadaljevala. Tokratni obisk Črne celine je imel točno določen namen. Iz pisem misionarja Danila Lisjaka je bilo mogoče razbrati, da potrebuje pomoč pred dnem, ko bo koronano njegovo 7-letno delo v Ugandi. Tja je prišel nemudoma po končani 23-letni vojni. Znano je, da vsaka vojna za sabo pušča opustošenje in nešteto sirot. Tudi v Ugandi ni bilo nič drugače. Domboskovi salezijanci, katerim pripada tudi misionar Danilo, so krepko zavihali rokave. Na severu Ugande, blizu mesta Gulu, v siromašnem kraju Atede, je oživela župnija Atede Pariš. Osnova za gradnjo misijonskega središča je bila razpadajoča pred vojno zgrajena cerkev, ki so jo postavili Kombonijevi misionarji. Danes je celotni okoliš pozidan, lepo urejen in obdelan. Najtežje delo se je Danilo pustil za konec. Prej omenjena cerkev ni več zadoščala in ni bila v ponos župniji s 13 podružnicami. Potrebno je bilo zgraditi novo, večjo in sodobnejšo. Letošnje poletje so bila gradbena dela zaključena. Za datum posvetitve, 6. september, sem izvedel sredi junija iz Danilovega pisma z naslovom Uganda kliče. V njem so bile naštete najnujnejše potrebe in materiali. Cerkev je bilo potrebno elektrificirati in, kot se spodobi, ozvočiti. Na pomoč je nemudoma priskočila škofijska Karitas Koper in prispevala zajeten finančni vložek, kar je omogočilo, da sva lahko s prijateljem in strokovnim sodelavcem Jožetom iz Vipave krenila na pot s kovčki, nabito polnimi kvalitetne in drage tehnične opreme. Pomemben ali morda najpomembnejši del prtljage so bile relikvije blaženega Alojzija Grozdeta, namenjene novi cerkvi svetega Petra in Pavla v Atedah. Vendar ni šlo brez zapletov. Del opreme, ki je zaradi dimenzij in teže teden dni prej šel na pot,
S poštno pošiljko je še 3 dni po našem prihodu v Kampalo čakal v carinskih skladiščih. Ja, v Afriki je administracija počasna in zapletena. Danes moramo pohajati, ker nimamo materijala. V tem času nas je v Kampali gostila sestra Vedrana, po rodu Hrvatica iz Bosne, iz reda drinskih mučenk. Njej je zaupana naloga usposabljanja deklet za hišne gospodinje. Ta poklic je v Afriki pri premožnih družinah še vedno iskan. V Afriki čas ni zlato, ni denar. Čas je življenje in življenja je v izobilju. Tudi to je Afrika. Tudi način prehranjevanja ni v skladu s strogimi standardi razvitega sveta. Hrane sicer ne primanjkuje. Kdor ima denar, si lahko privošči tudi mestne priboljške, vendar so tudi ti sila oporečni. Nešteti lokali, v katerih se pripravlja in deli hrana, niso kaj prida urejeni. Povprečna restauracija nima tekoče vode in hrana se deli, kakor pač se. Tako je treba jesti popolno. Jedilnega pribora praviloma ne uporabljajo, razen prišlekov, belih ljudi, ki zaupajo domači kuhinji in se ne menijo za malenkosti, kaj imajo na krožniku. Kljub drobnim pomanjkljivostim, gostiteljem in gostom ne zmanjka dobre volje. Vsekakor Afričani ostajajo zvesti njihovi kulturi. S ponosom uprizarjajo plesne spektakle ljudskih plesov, ki jih z navdušenjem spremljajo številni obiskovalci. Tudi to je Afrika. Sicer pa namen našega potovanja ni bil spoznavanje Afrike, temveč delo, nujno potrebno za dokončanje in opremo novih zgrajenih objektov. Z Jožetom sva zagrizla v kislo jabolko, za silno povezanih in nemogoče prepletenih električnih napeljav, da bi se vsaj približali naravnim zakonitostim in zahtevam elektrotehnike. Ja, tle rešavamo eno katastrofo, jaz ne vem, ali je strela darla noter, ali kaj je za reči, ali so deli kakšno bombo. Lahko še boge. Lahko bo še kaj, jaz ne vem. Bo videli, če bomo prišli domov taki, ko so tebi tle črni, pomeni, da smo slabo naredili. V Afriki za čuda tudi nemogoče stvari delujejo. Varnost in storilnost sta seveda postranskega pomena. Enostavneje je bilo v cerkvi, kjer sva pričela delo iz niča. Zdaj se je delal tisto, kar znam. Prej smo samo bombo popravljali. Delamo zdaj telje priključke za cerkev, priključk za reflektorje, za ozvočenje in zdaj delam teljevo marco, to, da bojo lahko ki vžigali in da se bojo slišali in da se bojo tudi videli, da bojo lahko tudi po tem imeli mašo, oziroma ker bo luč, da bo tam. Zaradi pomankanja ustreznih materialov se je bilo potrebno prilagajati razmeram. Kaj dela ste vi, gospod Hore? Kaj dela ste Hore? Motaš drugote. Vendar je delo potekalo po zastavljenem planu in kmalu je bogoslužni prostor zažarel v novi svetlobi. Prostrana cerkev je bila tudi pravočasno, solidno ozvočena in pripravljena na sprejem velikega števila vernikov. Na množičen obisk ni bilo potrebno dolgo čakati.
Že teden dni pred samo posvetitvijo je bila v župnijski cerkvi poroka. Zakonsko zvezo je sklenil premožen par, ki že dalj časa vodi uspešno podjetje in kljub premožnosti in položaju v družbi ostaja zvest domačemu kraju. Njuno naklonjenost in pripadnost so domačini nagradili s množičnim obiskom poročnega bogoslužja. Seveda je bila tudi tokrat pesem prava poslastica, tista, ki je dala pečat celotnemu praznovanju. Praznovanje se je iz cerkve preselilo na vas in trajalo vse do poznega večera. Ponovno se je izkazalo, da so revni tisti, ki obdarujejo bogate, čeprav se morajo za njihov dar velikokrat odreči marsičemu, toda veselje in družabnost, ki spremlja tovrstne dogodke v njihovem svetu, odtehta marsikaj. Potrebno je bilo storiti še marsikaj. Na izpostavljene objekte, kot so cisterne za vodo in zvonik, smo postavili strelovode. Sončne kolektorje je bilo potrebno prestaviti na drugo lokacijo, da smo dosegli boljši izkoristek. Potrebe sodobnih komunikacij so terjale tudi namestitev sprejemne antene. Kot pika na i pa se je na vrh zvonika povzpel še petelin, simbol slovenskih cerkva. Bakreni gospod se ob rahlih sapicah ponosno razgleduje po okolici. Tudi poslikava nad glavnim oltarjem je kopija Čemažarjeve freske Zadnje večerje, katera je v originalu naslikana v Dornberški cerkvi. Danilo je namreč želel cerkvenim objektom dodati slovenski pridih. Za praznovanje je bilo skoraj vse nared, toda brez hrane si praznovanja ni mogoče zamisliti. Ta se pogosto nabavlja na živahnih tržnicah. Pravzaprav je večina mest in gosto poseljenih krajev ena sama tržnica. Tu je mogoče nabaviti vse, kar si človek zaželi, če ni preveč zahteven in če ima denar, seveda. Branjevke, med njimi je veliko mladih mamic z otroki, ponujajo vse mogoče. Neizkušen kupec se le težko znajde, toda Danilo je pravi mojster mešetarjenja. Kako tudi ne, saj že vrsto let oskrbuje misijonske kuhinje z vsem potrebnim. O kvaliteti pripravljene hrane in o kuharskih veščinah ni kaj dosti povedati. Eko. No, zdaj ste videli, tle smo dobili eno poljento z banani in rajš in še nekaj zravno, ne vem prav točno za kaj. Domačini odlične biološko neoporečne pridelke pripravljajo sila enostavno, preprosto jih skuhajo. Tako se na krožniku vsakodnevno pojavlja polenta, fižol, riž in občasno tudi krompir. Naša kuharica Serafina, ki je k nam prišla iz Ruande, se je na moč trudila pripravljati dobro hrano. Zato je rada prisluhnila novim receptom in bila je odlična učenka.
V pripravah na praznovanje posvetitve nove cerkve so domači pevci ves teden pridno vadili na dvorišču za cerkvijo. Zadnja 2 dneva pred praznikom je njihovo mesto zavzela klavna živina, ki so jo domačini prispevali za obhajanje tako pomembnega praznika, kot je posvetitev cerkve, združena s podelitvijo zakramenta svete birme. Na predvečer praznika je bilo potrebno sestavine pripraviti za okusne in nepogrešljive obroke. Marljivi župljani so delali pozno v noč. V nedeljo 6. septembra je bilo pričakovanje na višku. Gruče vernikov so prihajale od vse povsod in zagrnile travnik pred cerkvijo. Zbralo se jih je skoraj 3000. Pomembno vlogo so imeli tudi plesalci, ki so na Prašni cesti pričakali škofa posvečevalca. Špalir je naredilo 200 otrok birmancev iz celotnega okoliša. Uradni začetek praznovanja je naznanil zvon, na katerega je z velikim veseljem prvi pozvonil sam gospod škof. Navdušenje razigranih množic bi težko opisali z besedo, zato je slikovna pripoved veliko bolj zgovorna. St. John Bosco Maleng. Before Jesus Christo, before la Virgen María,
Before Joseph Malay. Before Peter Keeper Malay. Po večurnem slavju se je dogajanje preselilo na cerkveno dvorišče, kjer so na svoj račun prišli igralci in plesalci. Gospodinje pa so poskrbeli, da so na svoj račun prišli tudi lačni želodci. Po končanem delu sledi počitek, sprostitev ali spoznavanje tuje dežele. In prav temu je bil namenjen zadnji teden bivanja na afriških tleh. Ugando smo prepotovali po vertikali od sudanske meje na severu do Ruande na skrajnem jugu. Veliko zanimivih stvari je mogoče srečati na poti, nemogoče pa se izogniti prometni zmedi in razritim prometnicam. Vsekakor si je vredno ogledati naravni park ob Nilu, najdaljši reki na svetu, ki daje življenje velikemu delu Afrike. Namesto označevalnih tabel srečamo živali ob cesti, kar pomeni, da se bližamo cilju.
Viktorijin ali Beli Nil se izliva iz Viktorijinega jezera, katero je po površini primerljivo celotni Sloveniji, razširja pa se še na ozemlje Tanzanije in Kenije. Zaradi suše, ki so jo letos čutili tudi v času deževnega obdobja, se je večina živali približala v neposredno bližino reke. Sloni in krokodili pa so se podnevi raje umaknili v goščavo. Nadvse prijetna je vožnja z ladjico po reki navzgor, ob poslušanju razlage simpatične vodičke. 2 hours going, 1 hour back. That means we are going to cover about great distance, about 17 kilometers. Med občudovanjem stvarstva narave se človek počuti resnično majhnega. Kako prijazna je dobrotnica voda do svojih prebivalcev in kako silovita je njena moč, ko se razbesni. Voda pa se prav na tem mestu, ali natančneje na ekvatorju, obnaša prav posebno, upoštevajoč naravne zakonitosti. Pristopili smo ekvatorsko črto in si ogledali zanimiv poizkus. Jaz sem na južni Ivo. Filip je na severnem. Here we are south of the equator. Yes. South of the cold water, here it spins anti-clockwise. And then after pouring, you have to stabilize. You have to make the water still. See that there is no any movement. Yes. Then after making it still, you put this flour. When you go to the north, you go down. And the farther from the equator, the farther it spins. Okay? Let's go now. Here, let's keep it. Now we are north. This side is northern hemisphere. Then we should be going the other way around, should be going clockwise. And I have to stop the movement. It's now like a clock. Very big, there is. Only few meters. Yeah. So the farther from the equator, that's the farthest. So if you bring this thing, Also have to stabilize. Okay, ready? yes. Naše stvarstvo je zares natančen in velikokrat nerazumljiv mehanizem, ki je za nas neizmerna dobrina, namenjena slehernemu prebivalcu.
ga bomo znali ohraniti tudi za naše zanamce ali ga bomo v brezobzirnem pohlepu zapravili? Čisto drugi svet je na jugu države, kjer na rodovitnih poljih, ki se razprostirajo čez ugasle ognjenike, zraste vse, kar kdo posadi. Tam vidimo obdelan vsak košček zemlje, tudi na težko dostopnih predelih. Obdelovanje zemlje je dokaj enostavno in uspešno. To smo se na lastne oči prepričali v predmestju mesta Ambara. Tam je samostan, matična hiša redovnic iz reda drinskih mučenk, kjer smo zadnjo noč tudi prenočili. Rodovitna zemlja, urejeno samostanskih prostorov, skrbno obdelana polja in nasadi tropskega sadja zagotavljajo, da so v Afriki neizmerne možnosti gospodarskega razcveta, manjkale organizacija in delovne navade. To pomeni, da bo v prihodnje Afrika še kako pomembna za preživetje celotnega človeštva.